Pozdravljeni. Kot blisk je odjeknila novica, da Adrian Newey namerava zapustiti Red Bull. A kot običajno bomo skušali tudi tokrat razumeti vse tisto, kar se morda skriva v ozadju. Morebitni odhod Adriana Neweya lahko sproži plaz, ki bo porušil vsa razmerja sil v Formuli 1. Zato je tematika izjemno pomembna. In tudi to je razlog, zakaj sem se tudi tokrat odločil uporabljati ono že znano tehniko, kjer bodo dejstva zapisana v virih, seveda tista, ki jih boste videli, ko bo slika v barvah, moje osebno razmišljanje, moje mnenje bo pa prišlo na vrsto takrat, ko bo slika črno-bela. A vrnimo se v barve in začnimo s tistim, kar je dobesedno znano. Mnogi viri, ki se ukvarjajo s Formulo 1, so začeli govoriti o tem, da Adrian Newey odhaja iz Red Bulla. Nemški Automotor und Sport je bil prvi, ki je nekaj takega sploh objavil. Za njim so se potrudili pri spletnem portalu motorsport.com, kjer so seveda pred objavo tudi poklicali svoje vedno neimenovane, ampak dobro obveščene vire znotraj Red Bulla. In seveda, naprimer, GP Blog je tista stran, ki je objavila, da pravzaprav pri Red Bullu ne vedo še uradno nič. A ne smemo si misliti, da ta odločitev, kolikor je do nje prišlo, bo praktično imela takojšnje posledice. Znano je dejstvo, da Adrian Newey ima z Red Bullom pogodbo podpisano do konca sezone 2025 in ne dela samo na projektu bolidov Formule 1. In to je prva točka, pri kateri se velja ustaviti. Namreč Adrian Newey dela tudi na projektu imenovanem RB17. Ne gre za starejši bolid Formule 1, ampak za posebno izvedenko superšportnika, ki ne bo homologiran za navadne ceste, temveč bo uporaben samo na progi. Torej nekaj, za kar je Adrian Newey vložil ogromno truda, ogromno energije in menim, da si želi projekt pripeljati do konca. In tudi RB17 je možen razlog, zakaj so ga pred dnevi videli v Bologni. Seveda, Bologna in Maranello sta dokaj blizu in nekateri so že takrat govorili, da prestopa v Ferrari. Ampak projekt RB17 rabi pogon in v bistvu za superšportni avtomobil, čeprav bo primeren samo za progo, se rabi pravo enoto. In danes kdo jo lahko dobavlja? V bistvu Mercedes ali Ferrari. In dobro vemo, da tudi zaradi Christiana Hornerja odnosi z Mercedesom niso najboljši. Torej, opcija ostaja samo Ferrari, kjer pa so od zmeraj v dokaj, imenujemo jih prijaznih, človeških, ne moremo trditi prijateljskih odnosih, ampak opcija je ta. In Adrian Newey seveda lahko namerava odstopiti, kajti novica ni še potrjena, zato uporabljajmo pogojnik. In vsi viri, ki so pomembni v svetu Formule 1, delajo prav to. A verjetno marsikoga sedaj zanima, kam bi lahko odšel Adrian Newey. Namreč odprte so 3 opcije, vsaj po tistem, kar je meni dano vedeti. Že omenjeni Ferrari, Aston Martin ali upokojitev. Ne smemo pozabiti dejstva, da Adrian Newey jih ima 65,
da tudi njegov čas v svetu Formule 1 ne bo brezmejen in da pravzaprav je ta trenutek morda celo idealen za kak takšen korak pred uvedbo novega pravilnika in v trenutku, ko je na prestolu najboljšega. A menim, da ponudba, ki je bila dana s strani Aston Martina, zna biti tudi zanimiva. Namreč od Milton Keynesa do Silverstona je le nekaj milj. Znano je dejstvo, da Adrian Newey je dobival ponudbe s Ferrarija že pred leti, ampak zavrnil jih je, ker se ni hotel preseliti v Italijo. Tudi znane so njegove želje, da bi sodeloval v svoji karieri s Fernandom Alonsom, ampak tudi z Lewisom Hamiltonom. Torej, tu bi lahko dejali, da so zadeve dokaj odprte. Na začetku samega prispevka sem poudaril, da ima Adrian Newey podpisano pogodbo do konca sezone 2025. Tudi če Adrian Newey v tem trenutku se odloči, da ne bo več sodeloval z Red Bullom, po mojem osebnem videnju ne bo dobil dovoljenja, da kar tako predčasno prestopi k katerikoli drugem konkurentu. Torej, počakati bo treba sezono 2026 in prvi njegov nov bolid v sezoni verjetno 2027. In če se malce obrnemo nazaj in pogledamo tisti del, kjer sem govoril o njegovi starosti, je možnost upokojitve z vsakim trenutkom tudi bolj realna. A verjetno marsikdo se sprašuje, zakaj? Zakaj kar naenkrat Adrian Newey hoče zapustiti Red Bull? In v mnogih virih seveda lahko najdemo teorijo, da zaradi afere Christiana Hornerja, zaradi njegovega obnašanja in seveda podobno. A ne smemo mimo dejstva, prvič, Christian Horner in Adrian Newey sta po poročanju tistih, ki so blizu njiju, prijatelja. In prijatelju se oprosti marsikaj. Drugič, tudi Adrian Newey ni neke vrste svetnik. Namreč poročen je bil že mnogokrat in tu se ne bom spuščal v njegove osebne zadeve. In dvomim, da bi nekdo pustil službo, naprimer pri Red Bullu, na takšnem položaju, kot ga ima Adrian Newey, zato ker se nekdo neprimerno obnaša. Kolikor bi storil kaj takega, bi bil to neke vrste protest. Ampak da bi Newey protestiral, da bi imel nek program, neko misel, ki bi bila s tem povezana, sam nisem zasledil in verjetno tudi ne bom. Mnogokrat sem govoril in tudi napravil prispevek o tem, da verjetno pri oddelku Red Bull Powertrains imajo težave. In verjetno je tu tisti poglavitni razlog, zakaj Adrian Newey noče več sodelovati s to strukturo, ker bolidi s slabim pogonskim sklopom enostavno ne bodo konkurenčni. Sam je nekoč v nekem intervjuju povedal, da pravzaprav lahko Formulo 1 razdelimo na 3 glavne elemente. Seveda na voznika, na šasijo in na pogonski sklop. Če želiš zmagati naslov svetovnega prvaka, moraš imeti vsaj 2 od teh 3 elementov praktično boljše od ostalih. Eden pa mora biti nekako povprečen. In to je vprašanje namig, kaj bi bilo lahko v ozadju. In seveda nam ni dano vedeti, kam bi lahko šel Adrian Newey. Opcije sem nekako opisal, ampak govori se tudi o tem, da naj bi Lawrence Stroll dal kar bogato ponudbo Adrianu Neweyju. In po drugi strani, če drži tisto okrog pogonskih sklopov,
V sezoni 2026 bo pri Aston Martinu uradno Honda, torej seveda projekt, s katerim je že sodeloval do tega trenutka, ko je v Red Bullu in kjer je nekako domač pri komuniciranju s samim dobaviteljem. Kar ni tako zanemarljivo in konec koncev zna biti tudi eden izmed poglavitnih razlogov. Adrian Newey v svoji karieri je zaslužil ogromno denarja, lahko bi dejali dovolj, zato v tem trenutku lahko gleda tudi na druge zadeve. In verjamem, marsikdo bo sedaj dejal, da vsakdo si želi delati za Ferrari. Ampak, če bi bilo to res, bi Adrian Newey prišel v Maranello, naprimer, tik pred tem, ko je šel v Red Bull. In v Red Bullu, če me spomin ne vara, je prisoten od sezone 2006, torej ogromno dolgo obdobje, ki se pa bo prej ali slej končalo. Verjetno marsikdo se sedaj odkrito sprašuje, kaj bo pa napravil Max Verstappen. Seveda to ni tema tega prispevka, ampak treba je razumeti, da Max bo verjetno zamenjal ekipo v trenutku, ko ta ne bo več konkurenčna. In bo Red Bull z odhodom Adriana Neweyja kar tako, brez kakšnih vnaprejšnjih opozoril, strmoglavil v formi? V mojem osebnem mnenju ne, kajti videli smo tudi pri tovarniški ekipi Mercedes. Ko je odšel Aldo Costa, so še zmeraj osvajali naslove in seveda tudi zmage. Če pogledamo W10, W11 in tudi W12, so bili to bolidi, ki so izhajali iz istega koncepta in so nadaljevali neko tradicijo. Le sprememba pravilnika je bila tista, ki je takoj pokazala velik manko, zato odhod Adriana Neweyja bo seveda viden v sezoni 2026. Bistveno pred tem, ko se bo iztekla naravno pogodba Maxa Verstappena. A videli bomo, kaj se bo odločil. Zaenkrat pa moramo se tu zavedati, da okrog Adriana Neweyja so do tega trenutka prisotne le govorice. Govorice, ki so seveda potrjene strani tistih dobro obveščenih, neimenovanih internih virov, ki pa konec koncev lahko pomenijo vse ali nič. Kaj si bo izbral eden izmed najpomembnejših inženirjev Formule 1 v svoji celotni zgodovini, ne vem. A opcij je kar nekaj, do tiste, da se bo celo upokojil. A kot običajno videli bomo v prihodnosti. Namreč, kot sem povedal, projekti Adriana Neweyja so izjemno raznoliki, od Formule 1 do tistega RB17 in še marsikaj drugega. Bomo videli, ali bo delo dobesedno pustil na pol, ali bo pa ostal do trenutka, ko jih bo zaključil. A za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.